nahajamo v Mestni galeriji Nova Gorica, kjer se predstavljam z novejšimi deli oziroma z deli iz zadnjih parih let. Vključene sta pa tudi dve deli, konkretno dve risbi, ena iz leta 2014 in ena iz leta 2016. To poudarjam zato, ker bom skozi razlago svojih del nekako mogel tudi te dve deli umestiti, da bo malo bolj jasen cel ta timeline, od kje zgodba izhaja in kako se je potem to vse nadaljevalo. Slike so v bistvu urbane krajine, in sicer urbane krajine iz večinoma večjih mest. Se pravi, te urbane krajine so nastale po mojih lastnih fotografijah, ki sem jih napravil med potovanji ali pa rezidenčnimi programi na različnih koncih sveta. Večinoma se to navezuje na azijska mesta in pa na eno rezidenco malo kasnejšega datuma, in sicer leta 2014. To je pa ena od prej omenjenih dveh risb, kjer se je v bistvu vse začelo. In sicer gre za rezidenčni program v Santa Moniki v Los Angelesu, kjer sem se prvič srečal oziroma prvič direktno, fizično srečal z temi stranskimi ulicami, ki so me pritegnile, ampak sama ideja in sama neka želja po spoznavanju teh ulic se je pa začela že precej prej, in sicer prek spoznavanja filmov, prek akcijskih filmov, ki so bili snemani v tem mestu. In potem, ko sem dejansko gledal te ulice, te stranske ulice, me je v bistvu začel zanimati ne samo z vidika tega filma, kaj ta podoba, kaj ta ulica predstavljala, ampak kot nek kontrast tem glavnim avenijam in bulvarjem, ki so tako kot pač v večjih mestih, tudi po zahodni Evropi ali kjerkoli drugje, ki so praviloma zelo urejene, zelo turistične, zelo oblegane, te stranske ulice, ki so vedno pravokotno na te glavne, so bile pa nekako odrinjene na stranski tir, se pravi, so bile bolj zanemarjene, ne tako obludene, in tam se je dogajal nek čist drug svet. In tudi že sam pogled na te ulice, že kako so izgledale, te je v bistvu to odvrnilo od tega, da bi tudi ti tja zavil. In to me je v bistvu blazno intrigiralo in sem vsem pač te ulice šel gledat. Ampak kot sem rekel, pač najbolj me je zanimal glih ta kontrast. In tam sem začel potem te ulice fotografirati in na podlagi tistih fotografij delati dela, na začetku risbe in potem slike, ki so pač obravnavale to tematiko. In takrat se je začel ta moment, pri katerem sem se malo odmaknil od teh malo starejšega datuma slik, se pravi tega procesa z mrežno strukturo, da je bila mrežna struktura direktno del slik, se pravi tisti tako imenovani piksli. Tle sem sicer mrežo še ohranil, mreža je še vedno glavni del slike, predvsem zato, da se prenese podoba iz predloge na platno. In to mrežo sicer še vedno puščam vidno kot namenoma, oziroma da se namenoma vidi ta proces dela. Ampak kar sem hotel reči, da čeprav je ta mreža takrat že počasi izginjala, se je v bistvu ta fokus mojega zanimanja v bistvu prestavil nekam drugam. Na tej razstavi sem dal
oziroma sem razstavil eno risbo, eno prvih del, ki sem jo tam ustvaril. In sicer, kot rečeno, iz 2014. Je pa sama risba zelo minimalistična, ki v bistvu samo nakaže neko podobo, v bistvu sestavljena samo iz pik in črt, kar je v bistvu lahko se razume tudi kot nek začetek nekega procesa nasploh ali pri risbi ali pri sliki, v bistvu tudi lahko se razume kot čist kot likovno-teoretski elementi, pač pika in črta. No in potem po tej rezidenci sem pregledoval še veliko teh podob in se na koncu odločil, da bom šel zelo v to smer. In slučajno je sovpadlo, da sem takrat šel še na eno rezidenco v Tajvan, ker sem imel priložnost videti malo drugačno velemesto, in sicer to je bila moja prva azijska izkušnja in sicer z Tajnanom, Kaohsiungom in Tajpejem. In tam je pa nastalo ogromno fotografij spet stranskih ulic, to, kar me je zanimalo, ampak malo drugačnih stranskih ulic. Tle so se te stranske ulice pokazale v precej drugačni luči in me je spet vizualno to zelo privlačilo in spet ta dinamika in ta kontrast med lepimi in malo manj lepimi, se pravi bolj zanemarjenimi deli mesta. In potem sem se odločil, da bom te podobe uporabil za predloge za svoje slike. In kar sem hotel v bistvu v teh slikah poudariti, so bili neki moji občutki, tisto, kar sem jaz sam pač doživljal v teh velemestih, v teh stranskih ulicah. Se pravi neko klavstrofobijo, odtujenost. Kar bi mogoče še poudaril je glede te odtujenosti, kar mogoče mi v Sloveniji, ker je vse v nekih takih majhnih količinah, nimamo konkretno take izkušnje, ampak v nekih večmilijonskih metropolah pa je zelo prisoten v bistvu ta občutek neke odtujenosti, ki se pa zelo v bistvu navezuje na ta sodobni svet in sodobno produkcijo in sodoben način življenja. Tako da sem v bistvu neke te svoje občutke pretočil v slike. Hkrati sem pa hotel ovekovečiti te svoje občutke, te podobe, ki so me ostale v fotografskem mediju, da bi jih nekako postavil v neko drugo estetiko in jih ovekovečil kot neke spomine na neko obdobje oziroma na neke dogodke, ki so se zgodili v mojem življenju. Barve so recimo namenoma izločene iz teh slik, se pravi so bolj temne, bolj pesimistične. Spet se to navezuje na neke te občutke, ki sem jih imel v teh mestih, se pravi kolorit je praktično ga ni. Vsi te rjavi toni, ki so prisotni zaradi različnih barv papirja, ovijalnega papirja, ki sem ga lepil na platno, in to je v bistvu že del procesa s temi različnimi toni tega papirja, sem že nekako gradil sliko in potem to plastenje lazurnih namazov, s tem sem hotel dobiti nek ta občutek prostora, tega 3D občutka, te neke iluzije 3D prostora v sliki, te perspektive. Kar bi še poudaril je, da je v bistvu sam material, slikarski material zelo minimalen, poleg omenjenega papirja.
sta odbarv črn in bel akril, črn tuš, svinčnik in oglje. In to je praktično ves material. In zakaj tako minimalen? Zato, ker sem v bistvu na teh rezidencah sem bil vedno omejen materialno pri izdelavah slike, oziroma bi bil cel projekt pač s sabo vzeti celo paleto oljnih barv in čopičev in razkožila, čeprav se vse lahko seveda povsod dobi, ampak da se izogneš temu nenehnemu nakupovanju in zalaganju z materialom. Poleg tega je lahko tudi v vsakem geografskem prostoru to malo drugače. Sem se odločil, da bom ta material popolnoma zminimaliziral. Poleg tega mi je še ta omenjen tuš zelo prav prišel, predvsem pri teh azijskih podobah, ker sem ta tuš kupil v eni od teh azijskih metropol in sem ga potem začel na veliko uporabljati pri slikanju, potem ko sem prišel nazaj domov. Te črne linije, ki so prisotne na praktično vseh slikah, razen na lizbonski pa te norveški, teh kablov ni. Zato, ker je mogoče to del te evropske urejenosti, da te kabli niso tako vidni, kakor so recimo v Ameriki ali pa v Aziji, ki je tega kablovja ogromno in je vidno, je zunaj. In samo te linije so mi zelo zanimive, ne samo likovne, ampak tudi tako so na nek način grozeče, ker vsakič, ko greš pod nekim takim vozlom kablov, imaš nek strah, da se ti bo kaj zgodilo, ker pač nisi navajen, se oni verjetno so, za njih je to nekaj čisto vsakdanjega. Za nekega Evropejca iz neke take urejene sredine, kot je recimo Ljubljana, je pa to lahko malo bolj dramatična izkušnja. V Lizboni so me pa zanimale te strukture, jeklene strukture, ki so bile zelo prisotne po celem mestu, in sicer gre spet za nek kontrast tega trdnega, mehkega, agresivnega in krhkega. In sicer so oni hoteli veliko teh starih zgradb ohraniti, ampak ker pač ni bilo denarja, so v bistvu zadnji del stavbe, ki je bil v takem stanju, da se ga ni dalo več rešiti, so ga enostavno porušili, tako da so vedno za temi stenami neke gradbene jame, zapuščene oziroma nedelujoče. Ostane pa samo fasada nekih teh starih zgradb, ki pa jih drži taka močna, agresivna, železna konstrukcija, ki pa je spet v nekih teh rjavih, zarjavelih barvah. In tle me je pa to zanimalo in tega je bilo ogromno po Lizboni. Takrat sem to res opazil in me je to res privlačilo, ker gre spet za neko to stanje sodobnega sveta, se pravi neko to težnjo po ohranjanju tradicije, ampak hkrati je ta tradicija zelo krhka in potem to neko agresivna intervencija na to fasado. In se mi zdelo, da tako zelo izraža neko močno sporočilo. Večinoma razstavljeni del so slike z prej omenjenimi motivi, ki so večinoma azijski. Potem je en motiv iz Lizbone, kjer se takoj opazi, da je neka čisto druga estetika. Ena je iz Osla na Norveškem in ena je iz enega manjšega mesta v Vermontu v ZDA. Ampak povsod je šlo za neko podobno težnjo, mogoče še najbolj izstopa ta Vermont, ampak tle je šlo za neko čisto osebno izkušnjo, za neko osebno zgodbo, ki pa
se mogoče ne čisto sklada z temi stranskimi ulicami, ampak mogoče napoveduje neko drugo zgodbo, ki še pride v prihodnje. No, kar sem prej hotel reči, da drugi del te razstave, se pravi, ki niso slike, so risbe, že prej omenjena, ona malo starejša risba iz 2014, so potem še novejše risbe na Paus papirju. In sicer, zakaj Paus papir? Zato, ker sem spet hotel poudarjati ta proces plastenja in te iluzije 3D prostora, in mi je Paus papir v bistvu nek tak idealen material, s katerim lahko to dosežem, in hotel v bistvu te neke prizore iz teh ulic, ki sem jih fotografiral in potem uporabil kot predloge na slikah, sem tle v bistvu hotel še malo bolj intimen, nek tak intimen prizor, ga malo poudariti. Gre pa lahko za isti prizor, kot je na slikah, ker kakor vidimo tle na razstavi, se podobe podvajajo, se pravi na slikah in na risbah na Paus papirju so podobe iste. To tehniko na Paus papirju pa uporabljam od leta 2007. In sicer mislim, da je bilo eno leto prej, ali pa par let prej, ne spomnim se natančno, ko sem delal sitotisk za mapo grafik v MGLC-ju in sem delal filme ročno na direkt tam v delavnici. In ko sem v bistvu polagal en na drug ta poseben Paus papir za sitotisk, mi je bila v bistvu ta igra, kaj se zgodi s podobo, ko plastiš ta Paus papir, me je toliko zanimala, da sem v bistvu potem to tehniko uporabil v svojih risbah.